Lep dober dan vsem, ki ste se zbrali tukaj v Škofijski avli na predstavitvi knjige Poslednji kristjani in na pogovoru z gospo Saro, ki je v naši sredi. Najlepše pozdravljam. Zdaj verjetno velika večina ste že pogledali intervju, ki je bil na slovenski televiziji z gospodom Možino, tako da jo malo že poznate, najbrž tudi malo že poznate okvir, znotraj katerega je bil ta intervju postavljen in kaj ona vse tam že povedala. Ko pa je človek tako živo med nami, pa lahko še potem od njega zvemo kaj več, kakor pa tako, ko so ti intervjuji na televiziji. Veseli smo, gospa Sara, da ste se lahko odzvala na to vabilo, da ste lahko prišla tudi v Maribor. Zdaj, tu smo se malo prej hecali, je en gospod rekel, če je na Bližnjem vzhodu zmeraj manj kristjanov, pa je zato zmeraj več muslimanov v Evropi, pa se to nekako zgliha. Jaz sem pa rekel, pa zgleda po obisku, da je tudi zmeraj manj kristjanov v Mariboru, pa zmeraj več muslimanov v Mariboru, tako da to se tudi zgliha, pa ne vem, či se glih izgliha. Zdaj, nadaljevala bi lahko gliha skup štriha, pa če skup štriha, pa tudi ne vem. To bomo videli vse, oziroma bomo se o tem nocoj tudi kaj pogovarjali. Torej, povod za ta naš nocojšnji večer je izid knjige Pri Mohorjevi družbi, ki jo vidite tu pri nama. Ima naslov Poslednji kristjani, beg in izgon z Bližnjega vzhoda. Avtor te knjige je nemški duhovnik Andreas Knapp, ampak tekom pogovora bo vas gospod Saro se potem še knjigi tudi vrnila. Za začetek bi jaz postavil vprašanje, gospa Sara, kdaj ste imeli na zadnje telefonski pogovor z svojimi sorodniki v Bagdadu ali Iraku, kjer že so, in kaj so vam na zadnje povedali o situaciji, kakšna je danes tam? Prvo najlepše vam hvala za to prisrčno vabilo. Ja, ta zadnji pogovor, največ je bilo med Božičem, pa Novo leto, smo se slišali z našimi sorodniki, pa tudi po moje 2 tedne nazaj s svojo sestrično, ki je trenutno v Ammanu, v Jordaniji. Ja, situacija ni stabilna. Nekih sorodnikov imam predvsej malo, eni so ostali v Bagdadu, moja sestrična pa hčerka, ostali pa so na severu Iraka, ki so zbežali iz Mosula. Sploh ne vejo, kaj bo. Usoda neznana. Trenutno živijo v Kurdistan, kjer so zbežali iz Mosula, takrat, ki je prišel ISIS, pa na vrat na nos so mogli zapustiti svoje domovine brez nič. In izgubili so vsega, zdaj pa so tam, tudi kar se tiče učenja, mislim, študij, otroci trpijo, ne vejo, kaj bo z njimi, niti ne morejo vrniti nazaj domov, čeprav je kao zdaj Mosul bil varno, ampak ni stabilno, ni še varno, vse je uničeno, nobena infrastruktura. Tudi ne morejo kar zapustiti domovino pa iti, treba prodati svoje, lesnine pa vse. In vprašanje, če bojo lahko prodali sploh, posebej, če je lesnik kristjan, tam pri nas pa še bil, kot da bi hoteli vzeti za ston stvar, da to nič vredno. Tako. Zdaj, kar zadeva vašo osebno zgodbo, vi ste zdaj že 13. leto v Sloveniji? 16. že, 16. Torej, pred 16 leti ste tudi vi se nahajali v neki taki situaciji in cela vaša družina, da ste bili na begu in vaša pot do Slovenije je bila dokaj zapletena, pa bi vas prosil, če nam lahko malo to svojo zgodbo, kako se je začelo odvijati, zakaj ste se odločili, da ste šli iz svoje domovine, kje vse ste hodili in kaj vse vas je na tej poti do Slovenije doletelo.
čeprav mogoče bo malo predolgo. Ja, ne bo, samo počasi. Ja, takole, mislim, zdajle 6. februarja letos bo točno 16 let, odkar smo tukaj. Pred 16 leti jaz pa moje starše skupaj smo prišli v Slovenijo, v Novi Gorici, in od takrat je začelo novo obdobje, novo življenje. Zakaj smo zapustili domovino? Seveda, ker to ni enostavno, niti ni lahko, da človek zapusti svojo domovino, če ne bi bil prisiljen. Kot kristijani, mi smo manjšina v Iraku, nikoli ni bilo stabilno. Mogoče takrat v 80-ih letih ali pa, ko je bil Saddam predsednik, čeprav je bil diktator, ampak vsaj je bilo kot neke stabilnosti je bilo v državi, neke kontrole, tako bom rekla, ne. Ampak potem, ko je pozalivska vojna, se pravi leta 1991, situacija je zelo spremenila. Takrat je tale koalicija, ki je napadla Irak, so jih povezali kot križarji, ne, kot zahodnjaki, ki napadajo eno muslimansko državo, tako bom rekla. In potem posledično vsi kristijani, ki smo živeli dol, smo bili kot trča ali pa sovražniki, ne, kot izdajalci, ne. Takoj so začeli, ja, to so vaši, vi ste zahodnjaki, Evropejci, pejte ven iz države. In je začelo stopnjevati. Recimo, hodimo po cesti, doživljamo ali verbalen napad, ali smo kamneni. Situacija tudi ekonomično in politično in na vse področje je, sam gre navzdol. Tudi, ko sem se študirala takrat na faksu, skozi smo počutili, da smo tretji razredniki, niti ni drugi, ne. Kot da nismo mi sodržavljani v Iraku, ne, kot pravi staroselci, tako bom rekla. Takrat moje starše sta videla, da težko bi nadaljevali tam dol in zaradi moje varnosti tudi sta počasi sklenile, da moramo zapustiti državo. Ampak to tako ni bilo enostavno, treba seveda narediti načrt, ker če bi vlade takrat čutila ali pa sumila, da je nekdo kar naenkrat prodaja vse svoje umetnine, takoj na očeh. In takoj sprašuje, zakaj prodaš in kam greš. Tako da je to trajalo res, ne vem, 8-9 let, da smo vse skupaj prodali in navarno seveda pa načrtovali pot, kam pa kako. Načrt je bilo seveda, da mi dobimo vizo normalno, legalno do Evropo. Naši sorodniki takrat predvsej so zapustili tudi domovino in nekateri so bili v Nemčiji, nekateri so bili na Švedskem, nekateri v Ameriki celo, ne, pa smo rekli, nekam moramo iti, ki imamo sorodnikov, da nismo sami. In potem je prišlo 11. september, to je leto 2001, tisti napad, in ta napad je v bistvu spremenil spet vsega, ne. Spet je bil v Iraku v črni listi, nismo več smeli dobiti vizo nikjer. In so zaprli pot, dobesedno. Nažalost smo bili tik pred, da dobimo vizo za Španijo, kjer smo bili takrat pri turistični agenciji, vse zmenjeni, in je spet šlo načrt v vodo. In smo mogli spet ovo na novo narediti nov načrt, probati dobiti drugo vizo. In ni ostalo nič drugega kot turške vize. Edino Turčija je nam dala vizo, seveda skoriščajo situacijo. In ta viza ni bila tako pocena, pa govorimo o 1000 evrih. In smo kupili tisto vizo, seveda starše sta kupila, pa smo šli iz Iraka v Sirijo, v Damasku, pa smo bili tam 4 dni. Potem iz Sirije smo potovali v Istanbul, to trajalo 24 ur z avtobusom. Je bila dolga pot, zelo naporna. Potem, ko smo bili šli v Istanbul, smo tam bili v en hotel, smo bivali 3 tedna. Seveda nič ni pocen, to treba skozi plačati. In smo spet hoteli dobiti vizo za Evropo tam, iz Turčije. In smo dobili vizo za Kosovo, nežalost, tako bom rekla. In tam smo z letalom prišli v Prištino in smo bili tam par dni. In potem iz Prištine z avtobusom pa do Srbije, do Beograda. Ampak takrat je začelo tisti težji del zgodbe. Takrat, ko smo hoteli nadaljevati, so rekli, vi ste ilegalni tukaj. Nismo pa videli sploh, da je v bistvu v Srbiji smo bili
legalno, ne, takrat je bila Kosovo pa Srbije isto. In potem smo začeli pogajati z nami, nikamor ne greste, če ne boste plačali še naprej, ne, za vsak pot, za vsak postajat, ko bom rekla. In tukaj je začelo kalvarij, ki je bilo zelo težko. Je že zima, je zelo mrzlo je bilo, ampak nismo imeli več druga izbira, ker starši smo, mislim pa isto, jaz smo se zavedali, da smo padli v ene tihotapci, ki lahko tudi nas pokončajo, pa nič ne moramo narediti. In smo plačali seveda za vsako postajo, tako bom rekla, pa da smo prišli do Hrvaške po 3 poskusih. Ni bilo enostavno. In potem iz Hrvaške smo bili tam na Hrvaškem 3-4 dni, pa potem spet do Slovenije. Prišli smo v Sloveniji, v bistvu 5. februarja v polnoči. In smo nekam v Ljubljani smo spali, v eno stanovanje, seveda to vse oni uredijo. Jaz zdaj tako v spomini imam nekam, ne vem, kaj jaz vem, ali Šiška ali Fužina, ne vem, tako visoki bloki so bili. In potem iz Ljubljane drug dan takoj v Novo Gorico. In to takrat je bilo zmenjeno, da nas peljejo do Italije, ne. Ampak spet niso bili pošteni do nas, dobili so denar, so nas pa pustili v Novi Gorici. In so rekli, to je Italija. In seveda, kdo bi videl, kje smo, mislim, mi nič ne vemo, ne. Zastava je italijanska, mesto je tako en zraven drugega, ne. In potem pa, ko sem jaz, starši sta bili zelo utrujena, tudi nista mlada, jaz pa sem rekla, ok, počivajte tukaj v parku, jaz grem kupiti vozovnice za Udino. Grem na postajo v Novi Gorici, hočem kupiti 3 vozovnice, tam gospa mi reče, imate vizo? Jaz pa tako presenečena rečem, zakaj pa vizo? Zakaj potrebujem vizo? Ja, to je Slovenija, to ni Italija. Jaz nažalost v tisti moment, ne vem, bi skoraj bil medlela, ne? Ker prvič, kje je to Slovenija, se opravičujem, res nismo vedeli, slišali za Slovenijo. In kje smo mi sploh, potem je bila tako prijazna, da je dala zemljevid, da pokazala, kje smo. Ampak v tisti moment je bilo samo črno pred očmi. Nisem vedela, kaj naj rečem staršem, da ne bo še jim kap, ne, po vsem temu. In potem zahvalila pa šla ven, govorila starše, smo vsi se usedli tako čisto obupani v sredini parka. In kaj ćemo zdaj narediti? Potem mimo idoči so ljudi prišli, pa smo malo v angleščino sporazumeli, pa vprašali, kako pa kaj, kje smo točno, a to je res Slovenija, da to ni Italija, so rekli. So bili, moram reči, Novogoričani zelo prijazni ljudi, pa so pokazali, ja, tam 100 metrov, pa sta tam v Italijo. Ja, ta 100 metrov je kot 100 kilometrov za nas je bilo. In nikamor nismo mogli iti. Jaz sem bila tako najbolj, ki hotela res riniti naprej, ne, sem ni šlo. Moji mami takrat rekla, jaz nikamor ne grem več, jaz sem utrujena, tukaj je zelo lepo in mirno, kaj še hočemo, kar tukaj bomo ostali. Potem smo sami pač do policije, pa smo prijavili, prosili za azil, ampak so nas spet postopek je bil zelo zapleten, so rekli, ja, kako ste prišli, aha, moramo vas vrniti na Hrvaškem. Ja, zakaj pa na Hrvaškem, tako je postopek. Pa smo začeli še bolj jokati, ker nočemo iti na Hrvaškem. In skratka, od 8 zjutraj ali 7 zjutraj, šele ob 10 zvečer smo vrnili v Slovenijo, zelo utrujeni, ker smo tam na Hrvaškem smo povedali, da nočemo biti tam in ne bomo tam nič prosili za azil, da naj vrnejo v Slovenijo. Slovenska policija je itak čakala in res so nas vrnili in nikoli ne pozabim, ko smo se usedli v avto, je bil prijazen policaj, pa je rekel, dobrodošli nazaj. To mi je tako ganilo, da sem začela jokati, ko sem rekla, to pa res osojeno, da smo tukaj. In zlobili smo v Slovenijo, dobesedno. In ko smo prišli v center za tujce v Postojni, kot da takrat smo šele začeli, tako bom rekla, dihati, ne. Počutili smo varno, počutili smo tako, da končno smo, da lahko stabiliziramo, ne. Potem po zakonu so rekli, morate prositi prav uradno za azil, da lahko greste potem v Ljubljano nazaj, mislim, v azilnem domu. Pa smo prosili za azil in so nas seznanjali z vsemi stvarmi in res, čez 10 dni smo bili tam, pa smo šli v azilnem domu v Ljubljano.
To je bilo seveda konec februarja približno 2003. Potem pa po hitrem postopku smo dobili mednarodno zaščito, stalno prebivališče na podlagi diskriminacije vero pa politične situacije. In potem je začelo spet drugi problemi, ne? Se učiti jezik, nostrificirati diplomo, iskati stanovanje. Ni bilo enostavno, ampak veliko so bili dobri ljudi, bom rekla, in prostovoljci. Takrat takoj smo imeli stiko z jezuitsko službo za begunce, veliko so pomagali, seveda potem cerkev, Karitas, tudi navadni ljudi, prostovoljci so bili zelo prijazni. In počasi je življenje začelo. Živeli smo v Medvoda prvo leto, potem pa iz Medvod smo šli v Mimšu in smo bili tam 10 let skoraj. Potem sem spoznala vmes moža na Miklavževanje, to je bilo leta 2006, sva se poročila 2007, hčerko imava zdaj 10 let stara skoraj. Življenje skratka je počasi popravilo, tako bom rekla. Nostrificirali so mojo diplomo, dobila sem spet naziv inženir fiziko in delala različno službo. Trenutno pa delam v društvu, ki pomagam tudi osebam z mednarodno zaščito kot prevajalko pa kulturno mediatorko. To je tako na hitro moja zgodba. Če še malo ostanemo pri tej vaši osebni zgodbi, kaj pa oče pa mama delata in kje živita in koliko sta bila takrat stara, ko ste šli iz domovine? Pa vi ste edini otrok bili v družini? Ja, jaz sem edinka v družini, nimam niti bratov, niti sester, zato smo odločili starši, da gremo skupaj, se pravi, živimo skupaj, kar bo zgodilo, smo rekli, smo skupaj. Trenutno starši tudi živita v Litiji z nami, ampak posebej v svoji stanovanji, sta v letih. Takrat, ko smo prišli sem, sta bila že 63 let, čez 60, tako niti nista mogla dobiti dovoljenje za delo. To je bilo tudi problem, ne? Ker so rekli, vi ste že stari, ne? Vi ste v penziji. In zdaj pa že v 79 pa 80 let stara. In čakate na odločbo za državljanstvo. In upam, da bo. Zdaj, po tej vaši osebni zgodbi in po tej poti, ki ste jo naredili, še morda, če ostanemo prav pri tej problematiki, kako kristjani gredo iz vaše domovine ali pa tudi iz Sirije kasneje, ne, ker kasneje je Sirija postala krizna situacija. Kaj se vam zdi na teh poteh, kje so največje ovire prav za kristjane, ki želijo zapustiti ta krizna območja? Ja, kristjani v bistvu že skozi cela zgodovina so živeli težko življenje. Skozi smo bili kot manjšina oziroma na udaru. Prvič iz strani Turkov, Arabcev pred njimi, Turki, Kurdi. Zdaj je cela politika proti. Problem pri kristijani, tako moje mnenje, ne, hočemo živeti v miru. Se pravi, hočemo, da ne maramo vojn, ne maramo, da se kregamo, ampak v istem času hočemo hraniti svojo narodnost in svojo kulturo. Problem tam v teh držav, Bližnji vzhod, drugi etnične skupine, ki živijo z nami, so zelo močne. Kot karakter, tako napadalni so. Ne pustijo, da bi te manjšine, da bi živeli v miru, da bi napredovali, da bi lahko v sožitju, kako bi s tem rekla, skupaj živeli. Ljudi potem, ko odločajo, da grejo, ampak odločajo, pa so prisiljeni, nočejo iti. Ampak v istem času, če pa pride do ta odločitev, hočejo iti na en varen, pa legalen način. Ni, da bi kar tako kot zdaj, ki je prišel ta val, pa da bi kar rinili nekam, ne. Ker vsak razmišlja, imam svojo družino, imam otroka, imam ženo, pa tako naprej. Pa da bi prišel nekam, da spoštujem tisto državo, pa da me ne spoštujejo, da nisem jaz selivc, ne. In zato jaz mislim tukaj nekaj ovira, ne. Tudi ko pridejo v Turčijo, na primer, ali pa kamorkoli, vedno mi probamo, da bi na en legalen ali pa registriramo uradno,
pa preko Migration, ne, spravi karkoli organizacije, pa pridemo. Oni drugi, mislim, kar rinajo, ne, pa potem, kakor smo tudi v knjigi brali, pa slišali, da celo načrt, da zadržujejo kristjane tam v teh centrih in da pustijo drugih, da grejo naprej. Ne. Zato to je ta ovira spet. In ta ovira drži. In ta ovira drži, seveda drži. Pa še tukaj, ko pridejo v Evropi in imajo miru, ne, v teh kampih za beguncev, še tukaj doživljamo diskriminacijo pa razlikovanje. In to ne moram verjeti, ne. To je obup. No, ker ste sama omenila zdaj že knjigo, se pravi knjiga Andreasa Knapa, je najprej morda par besed o njem. Andreas Knap je katoliški duhovnik, ki je bil dolgo časa v vlogi rektorja in spirituala v enem od bogoslovij, potem pa je tista služba mu potekla in je prestopil v eno redovno skupnost in je potem preko te redovne skupnosti imel veliko stika tudi z begunci. In prav tistega najbolj znamenitega leta 2015, ko je bil močan begunski val in pritisk na Evropo, je z svojimi prijatelji, begunci, Sirijci, obiskal Sirijo in je bil 5 dni v Alepu. In ob tej priložnosti, ko se je srečal v Siriji sami z ljudmi, ki tam živijo in ki tam trpijo, je marsikaj kot Nemc, ne, in kot Evropejc videl, da je drugače, kakor pa se dejansko stvari predstavljajo tudi tu v Evropi ali pa po naših evropskih medijih. In iz tega je potem nastala ta knjiga, v kateri opisuje tudi veliko takih osebnih zgodb, kakor je zgodba gospe Sare in njene družine, tako da vam zelo priporočam, da knjigo kupite in jo tudi preberete, da boste dobili uvid in ne samo vtis, ampak kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, posebej še v Siriji, Iraku, tudi v Turčiji, z ljudmi, ki seveda pripadajo neki manjšini, kakršna je pač krščanska skupnost v teh državah. Toliko zdaj vmes morda beseda o sami knjigi. Gospa Sara, dajte še zdaj malo povedati naši publiki tu, morda tudi malo zgodovinsko ozadje vaše krščanske skupnosti. Vi pripadate tisti skupnosti, ki govori isti jezik, kot ga je govoril Jezus. Kaj se dogaja s to skupnostjo kot skupnostjo, kakšna je prihodnost te skupnosti, koliko ljudi je še tam ostalo, kaj se je dejansko dogajalo tudi z vami, ste že nekako povedali tudi v preteklosti, ampak morda več še konkretno o sami skupnosti kristjanov. Ja, moram še omeniti, tukaj v knjigi je tudi, gospod Andreas je bil tudi v Ankavi, prav na severu Iraka, tudi prav v mesto, kamor največ naših kristjanov so zbežali, ne, tam. Knjiga je zelo dobra, zelo lepa knjiga, mi je zelo ganila toliko, da nisem mogla do konca prebrati, to tudi moram povedati, priznam, ker je tako kruto, določene dogodke so bile tako hude, da ker jaz poznam, tam nisem mogla res do konca prebrati. Meni je takoj film je bil jasen, ne. Kot zgodovine v Iraku, Siriji, glavno na Bližnjem vzhodu živijo najstarejši kristjani. V Irak je začetek civilizacije, spravi so bili Sumerci, potem Babilonci, pa Asirci in vse te govorijo aramejščino. Mogoče malo razlike med aramejščine oziroma asirščine, sirščina pa kaldejščina. Jaz pripadam kaldejsko-katoliško cerkev. Našo cerkev šele v 15. stoletju ali 16. stoletju je postala pod Rimom, ne, mislim kot katoliško, pod rimsko-katoliško cerkev oziroma združila. Prej smo bili nostarijanska, tako nostarijanci. Potem zaradi spet nekaj je prišlo
kregali so med sabo, tako po domače povedan, Asirci pa Kaldejci, in so Kaldejci odločili, da grejo stran. In smo ostali potem pri rimsko-katoliško cerkev. Govorimo kaldejsko, potem obstaja sirsko-katoliško cerkev, ki govorijo sirsko, je predvsej podobno, ni taka razlika. Asirci pa so pravoslavni in imajo tudi, seveda, iz aramejščine pride asirščine. Potem v Iraku še ena manjšina so Armenci, kot moja prababica. Armenci takrat so doživljali genocid, to je takrat, ko je prva svetovna vojna, in potem velikih je zbežalo iz Armenije oziroma pravzaprav iz Turčije, tam, ki so bili Armenci, pa so prišli ali v Siriji, ali mislim v Sirijo, ali v Irak, ali pa Iran tudi, predvsej jih je. In potem smo vsi kristijani, smo neki 3% iz celotna prebivališča. Nas je bilo, ne vem, okoli 2 milijona, recimo, ali 1,5 milijona. Večina smo Kaldejci, ampak po zadnjih vojnih predvsej številke je zmanjšala, veliko nas je zbežalo, zapustil državo in zdaj Kaldejci, naprimer, večinoma jih je v Ameriki, v Detroitu, ne? Potem v Avstraliji, pa seveda v Evropi. Narod je čist potrošen po celem svetu. Vsi skupaj bi bili mogoče 4 milijon ali pa 5 milijon ljudi, vsi skupaj, če bi živeli v eni državi. Ne? Sam, nažalost, izgubili smo zemljo, izgubili smo domovino. Prihodnost, kaj jaz vem, upam, da bomo lahko še naprej ohranili svojo kulturo, tako bom rekla, pa vero. Sam se bojim, kot cela Evropa, ne, da čez dalje nas je manj, čez dalje zgubljamo vero, ne, in ne vem, no, treba moliti, da še naprej, ker jaz tukaj vidim kot narod, kot Kaldejci ali pa celo Aramejci, zelo podoben slovenski narod, zelo smo podobni kot manjšina, ne, kot en majhen narod, ne, ki bori za preživetje. In mi smo pa mogoče, kot prej tudi na intervju omenila, ne, mogoče mi nismo znali dosti boriti, ali pa ne vem, pa smo imeli res zelo hud nasprotnik in smo posledično zgubili, ne. Priznam, smo zgubili, ker smo zapustili svojo domovino, ne, predvsej nas je manj. Posledično naša zemlja ukradena, zdaj živijo dole drugi narodi, naše cerkve ukradena. Veliko smo zgubili tudi kot dediščine naše. Dobar določeni duhovniki so bili toliko pogumni, pa so prav skrili stvari, ne, in zdaj je v Kurdistanu, pak veliko smo zgubili. Tiste cerkve, ki so ostale tam, recimo v Bagdadu ali pa v Musulu, zdaj država še neki cerkev tam pri nas ni lesnine prav kot cerkev, ampak lesnine države. In zdaj država, ko vidi, da čez dalje manj kristijanov oziroma zgubijo, zdaj reče, ja, zdaj je prazno, cerkev bomo spremenili bomo kar spremenili v en mall, se pravi en trgovski center. Rabimo to zemljo, zakaj stoji tukaj. In ljudi spet, ki so ostali tam, koliko jih je, ne vem, 150,000 ali pa 200,000 kristijanov borijo, da bi cerkev obstajala, zdaj zadnja časa govorim, zadnje novice, ne. Cerkva pa na prodaju, ne. In to je res hudo, ne. Zato, ker nas ni veliko dol, ne. Če bi mi bi ostali, ne bi bilo to. Ampak kako bi ostali, če smo v nevarnosti? Spet en začaran krog. Treba tudi vsaj, da smo živi, da nadaljujemo kot narod, kot da smo, če smo mrtvi, tudi nič ne pomaga. Tukaj se bojim, če ne bomo mi tudi znali boriti oziroma skrbeti za svojo vero pa za svojo kulturo, da bomo spet lahko zgubili na en podoben način, ne. Zdaj, glede na to situacijo, v kakšni se nahajajo tako rekoč vse krščanske manjšine na Bližnjem vzhodu, morda še kakšno besedo o tem, ta dediščina, krščanska dediščina, o kateri ste rekli, da se jo je, marsikdo je tudi kaj skril in tako, ne. Po eni strani se pravi gre za versko, kulturno dediščino. Po drugi strani pa
kot ste že na začetku omenila, je pravzaprav za nas, Evropejce, ki smo gledali recimo od daleč v vašo deželo, Husein bil nek diktator in tako. Prej ste vi rekla, pod njim smo imeli vsaj mir. Me zanima, kakšen vpliv pa so imeli recimo kristjani tudi na politično življenje in imate kakšen vzvod sploh, preko katerega skušate, ali skušajo tisti, ki so danes tam, karkoli doseči, da vaš glas pregovori tudi, zdaj pri Asadu, ali pri Amerikancih, ali pri Putinu. Ne nazadnje, včeraj, da sta se srečala Erdogan pa Putin. Amerikanci so rekli, da grejo iz Sirije ven. Ostaja odprto vprašanje Kurdistana, ki ga Turčija gotovo ne bo pustila. Skratka, ta situacija je totalno neugodna tudi za prihodnost kristjanov in kako vidite, recimo, so kakšni konkretni predstavniki vaši, ki lahko kjerkoli potegnejo kakršenkoli izvod. Ne nazadnje, kako je recimo ta povezava med vašo cerkev in pa Vatikanom, Svetim sedežem in papežem? Takole bom rekla, naš glas, lepo ste rekli, jaz ga predstavljam kot en glas v puščavi, ki vpije, pa noben ga ne sliši. Neslišen, zato je pozabljeni kristjan, tako bom rekla, smo mi. Tudi tam v svoji domovini kričamo, govorimo, ampak noben nas ne sliši. Imamo kot stranka, so krščanska stranka, kaldejska ali pa esejska stranka, nimajo nobenega vpliva. To je eno tako zelo majhno manjšino med velikani. Kaj če jo narediti tam med njimi, med temi, bom rekla tako, čeprav je kruto pa malo predrzno, ampak pošasti, tako bom rekla. Edin dober gospod, naš patriarh oziroma kardinal Sako je zelo pogumno vedno izpostavi določene stvari. Recimo zadnjič je bil en primer, da so v šolski učbeniki osnovne šole je bil res sovražen govor do kristjanov. Se pravi, pranje možganov otrok, že v 3., 4. razred proti kristjanom. In je bilo zelo sovražno. In potem je naš škof, takrat pa patriarh je rekel, to pa ne bi smelo tako pa tako, da vsaj zadeva malo zavira. Ali pa da bi krščanska ženska morajo biti pokrite. Pa zmerjajo so, ponižali so naše ljudi, pa posebej naše ženske, ker niso pokrite. Take stvari, cerkev ima svoj glas. Včasih nekaj doseže, ali pa včasih, jaz rečem, samo pogasijo požar, ampak ni rešitev tukaj. Tudi zdaj, ki hočejo prodati na razne samostane, ali pa cerkev, tudi naši povejo na glas, hočejo nekaj dosežiti, ampak premalo, nemočni so, nemočni. Jaz tukaj edino upanje vidim je, bom tako rekla, Sveti sedež, Vatikan. Sam spet to je politika pa vere, vtikati je zelo, zelo hudo, tako naroden. Sam jaz tukaj vidim, mi rabimo res podpora Evropa oziroma cel svet, ni samo Evropa, Amerika, Avstralija, da bi zaščitili to manjšino. Vsaj kot, ne vem, ali pa magar kot UNESCO, ne vem, kot kulturne dediščine, ki izginja, kot narod, ki izginja. To, da bi mi sami probamo nekaj narediti premalo, ne moramo, ker jih je veliko, zelo močni so. Iz vsega tega, kar smo nocoj tu slišali, pa kar sicer smo tudi že od vas slišali in kar na nek način vidimo in opazujemo, lahko rečemo pravzaprav, da je tako imenovani krščanski zahod, pod katerega se razume in Združene države Amerike in končno tudi vsa Evropa, da vas je tudi ta tako imenovani krščanski zahod kot kristjane pustil na cedilu. Nažalost lahko rečem, da ja. Mi smo tudi v bistvu šokirani. Mi, ki smo prišli sem v Evropo, drugače smo predstavljali stvari, da je to vse bolj krščansko deželo, da smo tukaj bolj
bolj svobodno lahko izražamo svoje besede, živimo, res lepo živimo, svobodni smo, noben varnem smo, potrkam zaenkrat, ampak manjšine smo, tudi tukaj. Gotovila sem posebej v zadnjih dogodkih po intervju, ker sem tudi imela večkrat nevšečnosti, tako bom rekla, težave iz strani določenih, da tukaj smo mi tudi manjšine. Oziroma po celem svetu, kristijani smo manjšine. Mi smo drugi razred, ali pa celo v drugih krajih smo tretji razred. In to je dejstvo. Ugotovila sem tukaj v bistvu ateistov živijo, ki me je to tudi šokiralo. Kako človek lahko živi, pa nič ne verjame. Mislim, kako? Mislim, tudi če smo v stiski, vedno, tako sem Jezus gojena, kličamo mama ali ata, ne, ki nas varuje, ne, ki nas pomaga. In to je naš ata gor, ne, spravi, kličamo na pomoč. Na koga oni se obrnejo? Jaz ne vem, ne razumem tega, kako lahko živijo tako. Mora biti vera, ker to je osnova morale, osnova kulture, tako bom rekla, da kultura razvija v pravi smer, ni pa v nepravi smer. Zato, nažalost, nasplošno gremo mi v kontrasmer, v nepravi smer, ker tudi ni, zaradi tega, ker vera je izgubljena. Kaj pa je potem največji interes zahodnih držav in njihove politike na Bližnjem vzhodu? Nafta? Pa ni samo nafta. Mi imamo veliko bogate, druge stvari, podzemlje, minerali, raznorazni. Recimo v Iraku ni samo nafta, nafta pa uran, pa fosfat, pa fosfor, da ne štejem. In pa tudi lokacija. Lokacija je zelo pomembna. Ne? Zato to je ta interes, nažalost, materialnost. Ne? Tukaj pa v Evropi pa drugi interes spet, da bo narod izgubljen. Še eno vprašanje v tem kontekstu. Kakšno vlogo pa igrajo Izraelci in njihova država pri tej celi zgodbi Sirije, Iraka in sploh sedanje situaciji? Oni pa igrajo največjo vlogo. Oni v bistvu, to so ta glavni po celem svetu. Mi smo kot šah. Oni igrajo vse, ne? Vse je načrtovano. Nažalost, to je zelo, mi ne moramo sploh predstavljati. To je v zadnje, Bog ve, kaj je, ne? Ampak cilj je bil, da Irak ni več močen. Irak je bil prenavaren v te območje, kot v Bližnjem vzhodu. Preveč je bil razvit in kulturno, in vojsko, in vse. Zato smo, ta prvi je bil 8 let Irak-Iran vojne, da so izčrpali naša vojska, da smo mi res ratali utrujeni, tudi finančno, čeprav mi smo bogata država in smo bili kot naumni, tako bom rekla, da smo šli v vojno, ki je ta vojna bila kot laboratorij. Ne? Se pravi, na naši strani je bila Amerika, na drugi strani Iran je bila Rusija. In smo se kregali med sabo, oni pa so se gledali od vrha, pa se smejali. Ne? Naši ljudi pa so umirali. 1 milijon žrtev je bilo. Potem, ko smo eno leto, to je bilo do 88. leta, potem eno leto smo počivali, jaz rečem, potem je Saddam kot diktator, ki je bil tudi njihov, tako bom rekla, on ni gledal za dobro Irak, če bi gledal za dobro Irak, ne bi šel v Kuvajt, pa napadel, pa kar trmaril, da bi kar ostal tam, pa bi lepo bi rekel, ok, jaz umaknem, pa brez vojne, pa brez nič. Potem smo šli v prvo zalivsko vojno, ki je trajala 45 dni, ko pekel. Jaz tega nikoli ne pozabim, kar smo doživljali takrat. Noč in dan napad, zračnih napad, bomba padajo. Jaz se spomnim, to mi vedno tako na jok mi gre, ki se spomnim, da smo mi trije objeli, molili in celo noč smo takole tresli od strahu, bomba pa padajo okoli nas, 100 metrov tam, 100 metrov tam, okna razbita in ne vemo, a bomo preživeli tisto noč ali ne bomo preživeli tisto noč. Potem pa zanimiv, da človek se navadi tudi na vojno, ne? Pa potem rata nekaj normalno, ne? Da spadajo bomba. Mi pa smo imeli potem 3 radija
Eno je Monte Carlo, eno je Voice of America, ne? Drugo je lokalno radio, ne? Da slišamo, kaj se dogaja po svetu, kakšni komentarji. Mi pa smo kartali, mislim, sarkastično, ampak kaj smo naredili? Smo skr sprijaznili, če bomo živi, če bomo umrli, pa bomo umrli. Ne? In 45 dni, tako, seveda voda ni, elektrika ni, oni takoj so bombardirali vse infrastrukture, zmanjkalo je vse osnovne stvari, dobro, da smo že videli, da bo to zgodilo in smo imeli dobro shrambo, ne? Ampak benzina ni bilo več, se pravi, če človek izboli, niti ne mora zalaufati avto, pa iti zdravnik, nič ne dela, čist, vse je hromljeno, je bilo celo mesto. Potem počasi je spet nazaj, ne? Ampak trajalo 1 leto, da so zrihtali elektriko, pa še takrat ni bilo najbolj, ampak hočem reči, to je tisti, ki uniči v 10 minutah, ampak graditi pa 10 let. In tako smo trpeli skozi. Po vrhu pa še so rojaki začeli še potem, da smo mi izdajalci, da smo mi, ki ne prepadamo več Irak, ampak Evropo, pa ne gremo ven. In začelo to stopnjevalo na cesti, na delovnem mestu, v šoli oziroma na faksu in tako. Vi ste diplomirala iz fizike in najbrž, če bi recimo bila muslimanka, lojalna državljanka, ste imeli vso možnost, da pristanete v kakšnem centru, kjer raziskujejo in delajo kaj z uransko rudo in z atomsko energijo? Ja, sigurno, pa bi bila nekam, mogoče ministrstvo za energijo. Ne, ampak pri nas na faksu že v 3. razredu pridejo, pa hočejo nas prav, da podpišemo pogodbo, da bomo delali za vojsko ali pa za kak inštitut. Posebej smo, tisti, ki smo bili najboljši. In potem še takrat nisem imela mir. Jaz sem bila asistentka na faksu in ko sem bila upisana na magisterij, pa hodila na predavanje, že pred upisom, jaz kot hodila sem, ker sem imela rada fiziko, sem hotela napredovati v te področje, posebej lasersko fiziko. In še takrat so že profesori takoj na doktorati damo, sam podpiši, da boš ti z nami sodelovali. Potem sem videla, da nikamor ne gre to, ne. Kamor jaz upišem, kamor grem, jaz sem zapustila mojo fakulteto, pa šla na drugi fakulteti, pa isto. Kamor gremo, imamo ta politični pritisk, da treba biti v stranki, da moramo podpisati z njimi pogodbe, razno sodelovanje. Potem starši so videli, da je to zelo nevarno, zato smo seveda, jaz sem zapustila fakulteto, pustila sem delovno mesto in takrat je spet začela težava. Spravi, to je javno delo, zapustiš službo, pomeni, da si kršil zakon, pridejo te iskat, ne? In potem v istem času, zato smo zbežali, takrat smo že prodali vse, ne? In smo nekam zbežali v isti državi, in Bagdad je zelo veliko mesto in tudi smo šli na severu malo, dokler nismo do konca uredili vse papirje potrebne, pa zapustili smo državo. Pa še kot inženir ali pa zdravnik niti ne moram zapustiti državo uradno kot inženir ali pa kot zdravnik. Pa še kot ženska, mislim, kot ženska ne sme zapustiti državo sama, mora imeti vedno spremljevalce, se pravi moža, očeta, brata, strica. In dobro, ta pogoj, hvala Bogu, sem ga imela, sem imela očeta zraven, ampak zapustila sem državo s potnim listom, ki je bilo napisano gospodinja, ni pa diplomirana inženirka fizike. Diplomo ste prinesla s sabo? Diplomo sem prinesla s sabo in tiste ta pomembne papirje, zato sem mogla potem tudi nostrificirati mojo diplomo. Edin tukaj sistem je malo drugačen, tukaj je ta bolonski sistem, mi smo imeli na ta stari sistem in v bistvu jaz univerzitetno končala, tukaj pa so mi dali tale visoko, ne, se pravi diplomirane inženirke fizike, ni pa univerzitetna diplomirana, ampak takrat sem hotela tudi, meni je to razočaralo predvsej, sem so rekli, to je isto 7. stopnje,
ker to stari sistem, to je pa bolonski, vi padete pod isto 7. stopnje, isto fakultete, pa tudi v službi je isto. In res je tako, ko sem delala na isti ta 7. stopnji in kar sem zadovoljna. Edin kot fizik nisem mogla delati tukaj. To sem vas ravno zdaj hotel še naprej vprašati, kaj vse ste delali in kaj zdaj delate v Sloveniji in a ste probala kje dobiti službo tudi kot fizik? Ne, se v Sloveniji so tudi kakšni inštituti, kjer ni ravno nujno, da moraš od vsega začetka, ko prideš tja 100% obvladati slovenščino, dovolj je, da angleščino obvladaš. Ste poskušali, so bila odprta vrata, zaprta vrata, kakšne ovire so bile tu? Ja, poskušala sem. Jaz sem šla takrat do fakultete za matematiko in fiziko, pa na Jožef Štefan. Govorila sem angleško, ampak so takrat rekli, ja, lahko ste v knjižnici. Je dobro, kaj pa bom naredila v knjižnico? Ja, berite knjige. Ja, pa sem hodila v knjižnico cel teden, berala knjigo, pa meni zaspana sem. Mislim, dolg čas. In sem rekla, ne, mislim, jaz hočem delati, jaz hočem nadaljevati. In potem sem šla nazaj na Zavod za poslovanje, pa takrat prostovoljke so bile z mano, pa smo res skozi zrile, da hočem, da pridem noter, ne, in Zavod za poslovanje, moram reči, lepo sodeloval, pa je rekel, usposabljanje, spravi, nič ne boste vi plačali, imate nobene stroške, samo pustite puncem, da ne gre, da posluša predavanje, da malo mentor dobi, pa da pride počasi, pa da vidim, kaj sploh, ker je precej razlike, določeni predmeti mi smo imeli, oni tukaj nimajo, ali pa kontra, ali pa tukaj imajo določene predmete, mi nismo imeli. Fizika je zelo široka, ne? Ampak je bila, tako so zaprli vrata, ne morem verjeti. Niti prostovoljsko, niti usposabljanje, nič. Nimate kaj delati. Potem jaz sem bila res, jaz sem pa takrat tudi bila mlada, bila pa hitro obupala in pa razočarana sem bila, sem rekla, pa dobro, bom jaz tukaj kar čakala 5 let, pa ne grem delati, raj da grem delati. Važno, da so nostrificirali diplomo, na podlagi tega bom že našla službo. Pa sem potem našla službo kot serviser medicinskih aparatov, to je bila zelo dobra izkušnja, da smo servisirali aparate za DNK, pa sem šla v Nemčijo 2-krat trening, pa izboljšal je moj in jezik in vsega, tudi znanstveno in tudi na podlagi teh velikih računalnikov, ki smo imeli dela, da zdaj jaz sama velikrat doma računalnik izrihtam pa inštaliram pa to in pa da mož nima stroške z mano. In potem pa dobila, mislim, zanosila z Marino, za hčerko, pa potem niso podaljšali pogodbo, klasika. In potem pa iskala naprej. Dobila sem kot tehnolog v proizvodnji, tisto pa je bila nočna mora, ni bilo v redu. Potem pa pomočnik vodje proizvodnje v drugi, mislim, ta 3. služba. Pa tudi, to je vsakeč na 2 leti, ne, tako. Nikoli nisem dobila za stalno. In ta zadnja sem bila jaz vodja proizvodnje 2 let nazaj in je bilo zelo težko delovno mesto in od jutra do večera, zelo zahtevno in pa spet niso podaljšali, vedno dajo tako za 2 leti in ta zadnjo sem tudi malo žalostno, da sem tudi zanosila pa zgubila otroka, preveč dela je bilo in tudi niso podaljšali pogodbe, je prišlo tudi do konflikta z njimi, ker odnos ni bil ta pravi. Potem pa prišel ta begunski val. In takrat sem malo razmislila, da ljudi prihajajo kot krščansko, človeško. Jaz sem doživljala to in vem, kako to je težko. Sem rekla, jaz tudi bi lahko zdaj pomagam ostalim. Govorim dosti dobro slovenščino, ne, in pa imam izkušnje s takimi stvarmi, pa lahko pomagam. Pa verjetno res jaz sem narejena bolj za humanitarne službe, ni pa za, da bi bila vodja, pa zelo taka huda oseba ne znam biti. In sem šla pa v društvo. Ta prvo avtorsko sem delala, potem so me zaposlili, ampak za 4 ure v projekt, ki je za integracije beguncev, sem oseba z mednarodno zaščito in zdaj jaz delam z njimi že skoraj 3 leta.
Se pravi, sprejmem jih v bolnicah, zdravstvenih domovih, v šolah, vrtcih, center za socialno delo, zavod za poslovanje, ni da ni. Da sploh posebej za ženske, ker ženske, ki prihajajo, so večinoma, to je ta islam, mislim, kot muslimanke, so bolj pokrite, namarajo, da bi bil moški zraven. Moški ne pustijo, sploh može ne pustijo, da rajde je tolmačka, prevajalka ženska zraven. In so, moram reči, tudi so bili kar odprle, pa zaupajo me, ker vidijo, da človek se trudi tudi za njih, hoče pomagati. In tako, to sem zdaj tukaj, za 3 mesece zdaj imam, pa ne vem, kaj bo zgodilo. Zdaj ste že povedali nekaj o svojem sedanjem delu, ne? Ampak, ko ste povedali, kje vse ste bili v službi, pa vse posod je bilo za določen čas in tako naprej. To, kar ste vi doživljala, govori pravzaprav o tem, da Slovenija je idealna dežela za integracijo. Begunci pa migranti pridejo, vsi so za njih odprti, vsi jim pomagajo, vsi jim službe iščejo, vse povsod, kjer začnejo delati, dobijo za nedoločen čas. Če si akademsko izobražen, lahko delaš v ta zadnji tovarni za tekočim trakom. Ja, to je pa res, a ni to fajn integracija v Sloveniji pa v Evropi? Ja, odlično. Tako bom rekla, tudi odvisno od posameznika, Eni se trudimo, pa probamo integrirati, pa iskati službo, pa kot sem prej omenila na intervju, čeprav so bili nekateri jezni, pa še enkrat bom ponovila, niso pripravljeni integrirati. Slovenija je, bom rekla, še zmeraj bolj tolerantna. Ko smo mi prišli tukaj, 16 let nazaj, ni bilo tako kot zdaj. Nismo imeli nobenega prevajalca ali pa tolmača, da bi nam pomagal, pa pokazal pot, kam gremo, kako je. Ni bilo. Sami smo mogli se znajti, tako bom rekla. Seveda res pa smo govorili angleško, ampak to ni rešitev. Smo se zavedali, če bomo živeli tukaj, moramo čim prej naučiti slovensko. Meni je bilo narodno, da jaz pridem na en urad, pa govorim angleško, pa vsi me gledajo, pa lahko ne zna angleško, pa se matrat, pa jaz sem rekla, pa jaz ne bom tako trpela, jaz sem dosti sposobna, pa bom naučila ta jezik. Pa kot izziv pa bom naučila. Sicer velikrat sem jokala, ker je bilo zelo težko. Še zmeri skloni so zelo težki. Ampak bravo. Hvala. In velikrat me je prav tako ali tako, samo hvala Bogu, imam zelo dobrega učitelja, moža, ki mi veliko pomaga in popravlja. In čeprav je ubogi, on začel tudi govoriti včasih narobe, moj vpliv. In potem jaz popravim nazaj. Ampak res, on je veliko mene pomagal in podpiral, da recimo, ko sem pisala maila, recimo v službi ali pa karkoli, jaz vedno pokličem lektorje, pa rečem, a je vse v redu, slovnično, a je tako v redu, pa potem človek se uči, pa se navadi. Stvar volje. Zdaj, ki ste moža omenili, pa prej ste rekli, kdo je, kjerega je kjeremu Miklavž prinesel? Ja, sveti Miklavž mi je prinesel moža. V Ljubljani. Prav na Miklavževanje. Jaz sem šla s prijateljico, je bilo tako kot praznovanje v cerkev in meni je rekla, nagovarjala, naj grem. Pa jaz sem bila tako sramožljiva, pa nikamor pa ne poznam nobenega, rekla, pa kaj te brige, ne poznaš nobenega, pejte z mano, pa boš malo spoznala tudi ostali mladi ljudi, pa tako, pa da se družimo, pa to, zakaj ne bi šla. Pa gremo tja, pa pogovarjamo, res so ogromne ljudi, pa Maša, pa to. In potem kar naenkrat vidim ga pred sabo, tako lepo nasmejan. In je prišel do mene, hotel spoznati.
da spoznava in seveda Sare, ja. Pa potem iz kje, pa jaz sem rekla, ja, daleč. Pa ja, kje živiš tukaj? Ja, v Menšu, okej. Pa iz kje si ti? Ja, daleč. Pa potem rekel, ja, dober, Italijanka, ne? Mislim, on je se predstavljal, da sem Slovenka, ki kot manjšine, ki živijo v Trstu ali pa nekam na Primorskem. On je predstavljal, da sem Primorka. Sem rekla, ne, dle, bil. Pa, ja, kje je bil? Dobar, bil, kje? Mislim, Sicilija. Ne, dle. Je počasi barva spremenila, rdeča, rumena. Ni mogel več videti, kam me da. Grčije, ne, še dol, ja, pismo, kje. In potem, ko z Turčije, pa je bil tako obraz. Ko sem rekla Irak, je on kot da bi hladno vodo. Jaz sem rekla Irak, ne mi hecati tukaj. Bil žaljen, ker mislil, da jaz se norčujem tukaj. Potem se rekla, ne, res iz Iraka. Pa potem prijateljica rekla, res iz Iraka, ne heca se, ne. In ni mogel verjeti, pa rekel, pa seveda on predstavljal, da sploh ne obstajajo kristijani v Iraku, ne, oziroma samo kot tujci, ki živijo tam, ne, delajo, ne, da so kristijani. In potem seveda on je bil tudi zelo radoveden, ne, hotel že od tisti dan cele zgodovine, da mu razložim, se to pa ne gre. Počasi. In seveda potem sem razložila, da smo manjšina, da smo prav, a pa si je res katoličanka, sem rekla, ne, budistka. Pa potem je počasi dojel zadevo, ki je bil čisto v šoku, ne, res je čisto šokiran. Vi o Sloveniji, on o Iraku sta imela približno enako vedenje in znanje. Res je. Jaz nisem spoznala Slovenijo in pa tudi ni spoznal Irak. Seveda, to jaz govorim tukaj, tako se smejim, ampak seveda so bile tudi ovire, tudi težave, ni bilo enostavno, ampak tako bom rekla, če je volja, je pot, če je človek pripravljen prilagoditi, jaz mislim, da to je najboljši primer integracije. Prilagoditi, ne. Jaz se recimo prvič krvavice nisem mogla jesti. Poseben, ko mi je razlagal, kaj je noter, ne. Sem rekla, če bi bil tih, bi bilo bolj. Ampak potem zdajle pa prav jaz hočem jesti krvavico, ne. Pa seveda on tudi navadil na našo hrano. Ja, hvala lepa tudi za ta uvid in vpogled v vajno malo bolj zasebno življenje. Zdaj, čas je približno že 1 uro pa nekaj, da se midva pogovarjava, verjetno ima publika tudi kakšno vprašanje ali pa jih kaj drugega zanima, ne samo to, kar sem vas jaz vprašal. Če kdo želi kaj, lahko dvigne roko, ali pa če med tem, ko boste zbirali še misli in pogum in vprašanje. Vaše sedanje delo ste rekli, da delate z migranti, z begunci. Če se prav spomnim, takrat, ko smo bila midva prvič skupaj v Cankarjevem domu, se mi zdi, da ste rekla, da v vseh teh letih niste dobenega kristjana med njimi srečali. A to drži, ali sem narobe slišal? Ja. Tako bom bili pojasnovala, da ne bo spet prišlo do nesporazum, ker sem bila spet tepena zaradi tega. V 3 letih, ki jaz delam v društvu, nisem srečala nobenega kristjana iz Bližnjega vzhoda. Se pravi Irak, Sirije, nisem srečala nobene družine, nobenega posameznika. Ampak so kristjani, ki so iz Eritreje, Eritrejci, in večina so pravoslavci. To pa so, ampak zato sem rekla, nobenega nisem srečala kot sorojaka, ne, kot moji ljudi, ne, to. Kakšno vprašanje? Ja, zdaj damo dami prednost, ne, ja, gospa.